stricu, ki je bil župnik, v Kaštelu, to je čez mejo na Hrvaškem. Ja. To je na Vrhonjo vas. No, tam so se oni spoznali in ko je prišel stric, ko je šel v penzijo, je prišel Padma. In ona dva sta prišla z njim. Poročila sta se, tu sta imela, tu je on umrl kasneje, stric, pokopan na pokopališču Padmi. Oni so pa tu imeli trgovino pa gostilno. Tam je ena knjiga, odzadaj, v kateri se lepo vidi, da so dosti stvari dali na up. Torej so dali, da bojo že plačali, ne? V glavnem, tu so imeli oni tudi prvi, tudi se rodil brat od Jakca, kateri je kot otrok umrl in bil pokopan, tudi pokopan na pokopališču Hadni. Torej, kasneje so oni bankrotirali in so se pol preselili v Gorenjsko. In pol se je Jakec dol rodil, je pa hodil Padno na grob strica pa brata. Tako da to je ta naveza, to je že kot študent, leta 26, 26 leta je kot študent hodil v Padno na obisk grob, kaj što je študiral v Dunaju. In ogromno slik je navezan je prav na Istro, to je Izola, Piran, Koper, ulice, polje malo Padne, recimo Padna, Orač, to je recimo ta Kopa se je rekla, to so se ko so tako sušili, ne. Padna, recimo cerkev od spodaj, pokopališče tudi je slikal. Polj pa Buje, pa je Hrvaška Istra. Buje, pa začnemo tam, kjer je pač njegov fotor, Volpija, Buje, pa blizu Buzeta so Jakci, je s dosti motivov na strani, tam so pa njegovi strici, tete na unji strani. Pa vas se imenuje Jakci? Ja, to je pri Buzetu. Tako da je, od tam izhaja fotor, ne? Božidar. Jakac. Tako da je, to je ta naveza, torej Padna, Jakac, on je hodil tu pol vsako leto in se je pač nekako navezal na vas in je ogromno del je poklon. To so dosti slik piše poklanjam, dar, recimo krajevni skupni, ne, ni krajevni, ampak kulturnemu domu v Padni, Božidar Jakac, ne. Tako da je on je to zapustil vasi in so je kasneje pa tudi njegova želja, da bi vas imela galerijo. Kaj pa Pavček, tako imate napis? Ja, Pavček je pa to posvetil, eno posvetilo Jakcu, ne, napisal za ta dom. Tako da je, ja, torej Padna je tudi malo umetniška vas. Zdaj pravim, da je velik interes tudi umetnikov, da bi dobili kakšen prostor tukaj po vzoru Grožnjana. Jaz mislim, da to je tudi tisto, ki bi še bolj obogatilo neko turistično življenje in tako naprej. Torej, gre se k temu, da vas postane samozadostna, da v bistvu ljudje lahko dobijo mogoče kakšno delovno mesto, sploh pa naši otroci. To se gleda na prihodnost. Torej, zdaj smo v fazi, da smo nekako tesno območje za neke pametne rešitve, torej kot Smart Villages. To so zdaj v Sloveniji 3 tesna območja, ena Kungota, drugo je Solčava, tretje je Padna. Tako da Padna plus veliko se uporablja tudi v namene raznih filmov. Tu se snemajo recimo Podobe Slovenije, leta 2003, Televizija Slovenija, zelo lep dokumentarc pol ure, ki je to, če jaz mislim, da je neizmeren vir, to bo ostalo zavedno. Bolj se dosti komercialnih spotov, ne? Recimo so snemali spot za italijansko oljčno olje, za skandinavski trg, pa snemali so francosko pašto za francoski trg. In to je bilo Padna in včasih prije, ko se pogovarjali, da tale, ko je dal, torej, ko je razpis dal ven, da išče, ko je iskal ta vasi, ko smo ponudili, pravi, to hoče, to mi se zdi kot tipična mafijska vas. Tako da, ja, Padna je res zanimivo, mislim, da bomo dosti... Vi ste dol Corleone, ne? Ja, moja zgodba je bila čisto enostavna. Jaz sem 24 let delal v kazinoju, tako da sem imel veliko časa in bolj sem nekako prišel na ključje. Leta 2000 smo mi dobili kanalizacijo in je prišlo do nekaj problema in je bilo treba rešiti. In bolj pravi, rabiš ministra. Sem rekel, okej, pa bomo gremo do ministra. Ker na lokalni ravni se nismo mogli več zmeniti. Nisem mi dalo, to bil spor, to so bila zemljišča, ki so bila pač sporna, so bila po zakonu, bi mogli biti od države, pa občina bi dala.
Potem sem pa prišel kot nek mesija in to sem združil ljudi skupaj, da so začeli se pogovarjati. Potem smo rešili kanalizacijo, potem smo rešili občine zadeve. In potem je pač prevzel sem najprej bila turistično društvo, pol krajevno skupnost 2002 in sem bil 3 mandate v krajevni skupnosti. Zadnji mandat zdaj sem bil na občini 4 leta, kot svetovalec gospoda Bosmana. On je bil en tistih, ki je leta 2010 pač upadni videl nek potencial turistični in takrat sem se tudi izpostavil pri turističnem razvoju Padne. Torej, ne da smo na občini dosti naredili, ampak je prišel pol, ne vem, nekako se je pol začel 2011, začeli potniške ladje prihajati in je pol sam se... Pol pa teče, ja, pol pa vsak hoče videti, ne samo slišati, hoče videti, kaj se res dogaja. Tisti, ko pride, moram reči, tudi iz Slovenije, reče, če ne bi videl, ne bi videl. Kdo pa da ideje za avtobus? Za avtobus, ki ga imate, ki vozi na... Sem ne prepele ta isti avtobus. Ne, Malezija, to je čisto privatna iniciativa gostilničarja, ki je imel pač, ima to vizijo in je enostavno z te vinske fontane, v bistvu še razvil še ta avtobus, ki vozi. To je, mislim, ena lepa zgodba. Ena dobra praksa. Ali je novo oblast tudi naklonjena, ko ste prej gospoda Bosmana omenil? Kako? Novo oblast je tudi naklonjena. Novo oblast, moram reči, jaz sem pričakoval, da bo nekaj več storila, nisem storil nič na unih zadevah, ki sem mislil, da se bo nekaj zamenjalo. To sem pričakoval, ne vem, kaj bo naprej. V bistvu, zdaj smo v tem projektu Smart Villages, smo kot vas Padna, Village of Padna. In zdaj še Šmarje zraven, torej Village of Padna in Šmarje. Tu sem pričakoval in sem tudi zahteval, da nekdo pride z občine, da ve, da imamo neko podporo. Ne rabimo neko, samo da so zraven, da vejo, da se nekaj dogaja in da to podpirajo nek razvoj. Kaj pričakovati, se ne vem. Šmarje pa Koper, ne? Ja, Šmarje Koper, ne. Zanimivo je to, da smo recimo v radiju so 3 kilometra, je Šmarje, Padna pa Korte.